Prav. Podpisali ste torej koalicijsko pogodbo, najprej morda en komentar ob tem. Ja, na Slovenski ljudski stranki smo precej soglasno ugotovili, da je podpis koalicijske pogodbe, ki je razvojno naravnana, ki je naravnana tudi tako, da vsebuje socialno komponento, da je v njej izražena skrb tako za bolnike, tudi tiste, ki ne zmorejo, tudi tiste, ki si prizadevajo ohranjati našo Slovenijo samozadostno s prehrano. Hkrati pa seveda ima to gospodarsko, protikorupcijsko noto, zato sem vesela, da smo to skupaj podpisali in verjamem, da uresničevanje te koalicijske pogodbe pomeni boljšo Slovenijo, ne samo čez 4 leta, pač pa dejansko tudi čez 10. Kaj sledi zdaj? Saj veste, kaj sledi? Petek. Mislim pa, da vam je ravno kar pobegnil nekdo, ki... Ne, pride zraven. Zdaj ste v trojčku. Glejte, jutri je petek, vsi vemo, kaj sledi. Če se bodo pa dogajale še kakšne nenapovedane reči, pa verjamem, da boste pravočasno obveščeni. Ste se morda tudi pogovarjali jutri presenečeni pričakovati, če bo mandatar izvoljen, ali bo že jutri sledilo vlaganje ministrske liste kandidatov? Mislim, da bo jutri samo premier vlade, lejte, lahko pa se zgodi še tudi kaj drugega. Hvala. Hvala, adijo. Z veseljem. Dobar dan. Podpisali ste torej koalicijsko pogodbo. Kaj zdaj? Kaj sledi potem? Ja, vesel sem, da smo podpisali koalicijsko pogodbo. In sicer desna razvojna koalicija je v tej koalicijski pogodbi, ki jo boste, če jo še niste dobili, pravzaprav v celoti lahko dobili v parih urah. Noter so konkretni programi, tako za predvsem iz strani Fokus Marka Lotriča, predvsem iz področja regionalne kohezije, lokalne samouprave in pa seveda področje gospodarstva. V vsakem primeru je vsako od 14 področij zelo natanko opisano. Vsako področje, vsak človek je pravzaprav našel nekaj dobrega oziroma bo našel nekaj dobrega v tej koalicijski pogodbi. In kot rečeno, pogodba je podpisana in po petek bo glasovanje in potem pač delo naprej. Ne pričakujete kakšen zapletov na glasovanju? Po zdajšnjih informacijah je 48 plus 2 poslanci in poslanke so vložili pač podpise, te 2 plus 2 nista, ampak zato pač ne pričakujem osebno nobenih pomislekov. Bo finiširana ministrska lista, ministrski razrez in kaj pričakujete od stranke Fokus? Ja, to se pravkar začenja. Pravzaprav v naslednjem tednu sem prepričan, da bodo znani več ali manj obrisi tudi ministrske ekipe. Ta moment smo bili pa res osredotočeni na delo pri sestavi koalicijske pogodbe. Mi zagovarjamo naš resor in verjamem, da bomo na področju regionalizacije, na področju kohezije in lokalne samouprave lahko prispevali svoj delež. To je že sklenjen dogovor. Glejte, v temu, kdo, kaj, to bo še vse v naslednjem tednu, ampak resor nam je pa ga znamo. Vi osebno ste v tem ali? Ne, jaz osebno ostajam v državnem svetu, tako kot sem bil do zdaj, tako kot sem napovedal, zato nisem šel na volitve in ostajam kot predsednik državnega sveta. Je kandidatka generalna sekretarka stranke? Glejte, o kandidatih ne bi govorili, ker še ni kandidat nobeden, tako da tudi gospodin. Pa bi jo videli na tej funkciji? O tem se bomo še vse pogovarjali. Hvala lepa. Hvala. Prosim? Ok. Se pravi, mi dva hitiva še na en obisk na Notranjsko in je bilo treba samo še neke stvari v pisarni podpisati in podelati, zdaj pa greva naprej. Nič takega, lepo smo zaokrožili ta podpis z iskrenim pogovorom, da nam je uspelo in tudi smo nazdravili našemu uspehu. Hvala. Hvala.
Stanovica lahko en komentar glede na to, da je bila pogodba podpisana. En kratek komentar. Nimam res komentarja na tole pogodbo, zaradi tega, ker nisem bil del tega, se veste. A ne? Vi ste že dobili tisti sporazum o sodelovanju? Ne še, zares ne, ko boste prvi. Kako pa komentirate vložitev na ustavno sodišče glede volitev? Imam tak občutek, da ljudje, ki so najbolj zagovarjali izplen teh volitev, da so zdaj naenkrat spremenili svoje mnenje. Ne razumem tega iskreno. Ste mogoče bodoči koaliciji že čestitali, ste se slišali z gospodom Janšo Pa se še nič posebnega se ni zgodilo, da je začestitev. od podpisu? Podpise še najmanj bo treba ljudi izvoliti, da jim lahko čestitev. Ker sem bil jaz izvoljen in sem pričakoval čestitke, pa jih nisem dobil ravno na sebe. Pričakujete jutri kakšno presenečenje na glasovanju za mandatarja? Moram biti pripravljen, predvsem na presenečenje, zato smo tudi rekli, da bo mogoče v nedeljo še ena seja. Kdaj odhajate v Moskvo? Bomo videli, čakamo radno povabilo. Ga še ni. Ga še imam. Lep dan vam želim, srečno. Samo malo, prosim. Hvala. Kakršnikoli zglede pomislekov? Brez zgledno pomislekov. Vse vsebina je dobra, tako da mislim, da če smo do zdaj mesec dni usklajevali, mislim, da ni bilo razloga, da ne. Kakšen je zdaj plan za naprej, resorji, imena? Ne, to je potem po imenovanju mandatarja. Že za vikend? Če za vikend ne, v naslednjem tednu. Pričakujete jutri kakšno presenečenje? Ne, vsaj z naše strani. Gospod Logar, lahko še Kaj s čelado? A je to za morebitne udarce? Ne, za varnost, kadar ste s kolesom uporabljate čelado. mogoče še glede pritožbe na ustavno sodišče, glede volitev, kako gledate na to? Zdaj, kolikor jaz vem, ko se je pogajalo z prejšnjo možno koalicijo, nekih pomislekov ni bilo, tako da je malce nenavadno, da so se ti pomisleki pojavili šele zdaj v tem času, tik pred pač iztekom roka. Več pa nimam, kar se tega tiče komentirati, razen mogoče samo pomenljiva izjava svetovalca za nacionalno varnost, kjer je po 4 letih mandata priznal, da ima Slovenija velike težave s korupcijo, zato sem še toliko bolj zadovoljen, da je v koalicijski pogodbi močna referenca na skok in na to, da se boj proti korupciji uvrsti v jedro prihodnje koalicije in dela vlade. Ali kaj bolj konkretno? tej Ali pogodbi odkleniti? bo takšen, kot ste si ga demokrati želeli? Ja, tekst je v bistvu tako, kot smo ga demokrati v predvolilni kampanji zagovarjali in predstavljali. Zdaj, modalitete se bodo pa naredile v času priprave zakona. Kakšno obliko pa vi zagovarjate? Močen skok, ki bo uspešno preganjal korupcijo. Mislim, da je to nujno in da Slovenija to potrebuje. A KPK bi mu pripojili? Pripoji je zdaj, KPK ima preventivni, prekrškovni in lahko stole. KPK ima več funkcij, preventivni, prekrškovni, potem so pa tudi povezave z kaznivimi dejanji. To smo videli, ta del je popolnoma neučinkovit, ker lahko odvetnik praktično blokira delo KPK-ja. In v tem pogledu mislim, da je vsem interesu, da se naredi takšen organ, ki bo na eni strani deloval preventivno, učinkovito, na drugi strani pa vsa kazniva dejanja bojo ustrezno in pravočasno procesirana. Kakšne modalitete pa so še možno? Modalitet je možno veliko, ampak prednji je en tak res pripravljen zakon, ko bo primeren za nadaljno proceduro, bom počakal na to, da se znotraj tega tudi uskladi. Tako da morate razumeti. Evo, srečno, hvala lepa. Oziroma zakon o skoku objavljen. Glejte, kvaliteta je nad hitrostjo, mislim, da v tem, da je samo v interesu, da je tako in da se dober zakon pripravi. Srečno, lepo zdrav, delo.